Dragi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, naši spoštovani gostje, moram povedati, da sem zelo vesela, ker je z nami danes župan mestne občine Novo mesto, podžupan občine Črnomelj, da je z nami predsednica Krajevne skupnosti Tršin, da je z nami predstavnik slovenske policije iz tega konca, kar kaže na to, spoštovani pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, da ste prostor, da ste organizacija, v okviru katere se lahko srečujemo tako z lokalno skupnostjo, kot tudi s celotno Slovenijo. Kajti dejstvo je, da danes z vami v postroju stojijo tisti, ki so na prostovoljnem služenju vojaškega roka in tudi tisti, ki so v pogodbeni rezervi. To pravzaprav pomeni, da je naša Slovenska vojska vse bolj prostor vsak dan odprtih vrat. In ne samo enkrat na leto, kar je v tem trenutku torej današnji dan. Vesela sem, da so in upam, da bodo v prihodnosti vse bolj pogosto z nami tudi veterani enote ali vojašnice. Torej tisti, ki so pred leti tukaj služili v tej enoti in pomembno je, da se nekako čutijo povezane z matično domicilno enoto vojašnice v Novem mestu, vsi tisti, ki so, ki boste tudi v prihodnosti desetletja dolgo gradili inženirsko enoto ali vse tiste specifične modularne enote, ki tukaj gostujejo ali celo vse bolj predstavljajo tudi neko našo ključno vez med vojaško organizacijo in pa civilnim okoljem. Spoštovani pripadniki, letos velja omeniti eno ključno obletnico, ki je za mnoge od vas, ker ste zelo mladi, morda že nekoliko oddaljena, pa vendarle je prav, da je ne pozabite, da se je zavedate in da skrbno gojite spomin nanjo. Gre za 20. obletnico osamosvojitve Slovenije. Gre za tudi 20. obletnico začetka služenja vojaškega roka prvih slovenskih nabornikov v enotah teritorialne obrambe. 15. maja smo proslavili prihod prvih mladih fantov, vojaških obveznikov na Ig in v Pekre. Danes, na današnji dan, proslavljamo in se spominjamo že prvega konflikta, ki je zaradi tega, ker je takratna slovenska oblast začela usposabljati svoje ljudi, nastal v okolici vojašnice v Pekrah. Že čez 2 dni bomo se spominjali ne samo prvih konfliktov glede služenja vojaškega roka, tudi prve žrtve zaradi tega, ker smo Slovenci pred 20 leti zelo odločno, zelo pogumno in zelo samostojno odločili, da gremo svojo pot v svet kot samostojna država. Samostojna država, spoštovani pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, potrebuje zato, da je samostojna tudi svojo vojsko. 20 let gradimo vsi skupaj, vi pa najbolj, to našo skupno oboroženo silo. Bodisi, da se je imenovala teritorialna obramba, bodisi, da se danes imenuje Slovenska vojska. Ni države in tudi ni slovenske države, ni popolne slovenske države brez vas. Zato mi dovolite, da vas prosim in da vas vzpodbudim k temu, da ne pozabite, da ste vi ta del, ključni vojaški del suverenosti naše države. Karkoli se dogaja v civilnem okolju, kolikorkoli je teh raznih civilnih kritik, zavedajte se, da ste vi tisti, ki ste branik in čuvar vojaške suverenosti naše države. To je dolžnost in to je tudi velika odgovornost. Kajti v Zakonu o obrambi so napisana različna poslanstva, toda ključno poslanstvo nikoli ne sme biti pozabljeno. In to je obramba domovine. Vi ste nase prevzeli odgovornost obrambe naše domovine. Tudi tisti, ki ste na prostovoljnem služenju vojaškega roka iz dneva v dan, zdaj ste tu z nami 1 mesec, ampak iz dneva v dan vse bolj veste in razumete, da je tudi vaše poslanstvo vsakega državljana naše države v tem, da z delčkom svojega časa, svoje osebnosti ve, da mora sodelovati pri obrambi domovine in da mora znati, kako se to naredi. Vi ste tisti, ki to najbolj znate.
Drugo poslanstvo, ki se ga morate zavedati vsi, ki nosite uniformo, je pomoč ljudem ob naravnih nesrečah. Zlasti inženirci se tega zelo dobro zavedate, kajti ne mine naravna nesreča, da vi ne bi bili vključeni. V lanskem letu, v septembru 2010 ob poplavah, smo prav vas, vaše delo, vaše čolne z velikim dostojanstvom in spoštovanjem spremljali na različnih delih Slovenije in vse povsod so nam ogroženi ljudje, prebivalci naše Slovenije, izrekali zahvalo za vaše delo, dragi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske. Vedite, da je to največ, kar lahko naredite dobrega za naše ljudi. Da jim pomagate vselej, ko so v stiski, vselej, ko gre za katerokoli naravno ali pa civilizacijsko nesrečo. In tretje poslanstvo, ki mu profesionalna vojska ne more ubežati, je sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Tukaj vas je že mnogo takih, ki ste bili v mednarodnih operacijah. Tukaj ste ljudje, ki ste še nedavno tega bili v Afganistanu. Če ste kaj videli v teh mednarodnih operacijah in misijah, potem je to zagotovo spoznanje, kako pomembno je, če imaš v svoji državi svojo vojsko, ki jo lahko uriš sam. Kajti to, kar ste, major Trinko in drugi delali v Afganistanu, je, da ste državi, ki se desetletja dolgo srečuje z vojno, njihovim vojakom ste govorili, njih ste učili, kako je treba usposabljati svojo vojsko. Zavedajte se dragocenosti, spoštovani pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, ki jo imate vi v sebi, vgrajeno v svojih 20 let. In sicer, da 20 let od 15. maja 1991 dalje vemo in razumemo, da smo popolnoma suverena država zato, ker smo sposobni in znamo usposabljati svoje vojake, svoje borce, svoje bojevnike sami. In zato gre zahvala vsem vam. Prosim, sporočite to, povejte to vsem obiskovalcem, ki bodo danes prišli k vam. Povejte to vsem ljudem, s katerimi se boste kadarkoli v prihodnosti srečevali. Kajti to v tej zgodovini je moč naše Slovenske vojske. V tem je vaša ključna moč. Tudi v tem, da vi veste, da obstajate zato, ker delate za naše ljudi, za naše državljane. Vse, kar naredite, je zato, ker je treba to narediti za varnost, za zaščito in za obrambo naših državljanov in naše domovine. Ponosna sem na to, da vem, da ste vsi vi, pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, sposobni zavedati se tega poslanstva in ga tudi graditi naprej. Živimo in delamo v težkih gospodarskih razmerah. Tega se zavedamo. Živimo in delamo v situaciji, ko se je treba lotiti težkih reform. Te reforme imajo tudi poseben učinek na nas, na vas, pripadnike in pripadnice Slovenske vojske. Mnogi med vami bodo zapuščali vrste te vojske, ko bodo stari 45 let. To, kar je ključna naloga v tem trenutku našega oddelka za odpust iz Slovenske vojske, je poskrbeti za to, da boste dobili v prihodnosti vse tiste možnosti na razpolago, ki jih daje Zakon o službi v Slovenski vojski. Od tega, da vam bomo pomagali pri iskanju nove zaposlitve, do tega, da bomo kot organizacija skrbeli za plačevanje prispevkov novemu delodajalcu, do tega, da boste dobili ustrezno odpravnino in pa, da se boste pravočasno usposobili ali dousposobili za civilno delo. To je dolžnost vojaške organizacije in to je tudi dolžnost slovenske družbe, do vseh vas, ki boste svoja najlepša leta, najboljša leta pustili na oltarju domovine, kot se reče. Potrudili se bomo, da se bo vse to, kar je zapisano, za vse vas, ko pridete v to situacijo, tudi uresničilo. Za vse tiste, ki pa ostajate dlje v Slovenski vojski, tudi po 45. letu starosti,
Se pravi, da ste ali v službi za nedoločen čas, ali pa imate pogodbe, ki so daljše. Za vse vas pa naj velja sporočilo, da se borimo, da se trudimo, čeprav so slabe razmere, da se sliši glas o pomenu slovenskega vojaka. Vedite, da ni lahko v teh 2 letih, ko preživljamo razne peticije o ukinitvi vojske in podobno, ni lahko prepričevati, da se mora slišati glas in da se mora urediti status slovenskega vojaka, toda ne bomo se vdali. In tudi od vas pričakujem, da se bomo skupaj borili za to, da bi bil status, položaj in prepoznavnost vsega tega, kar delate vi, viden, spoštovan v slovenski družbi. Vi pa morate hkrati na svoji strani vedeti, da je treba biti za to, kar imate, odgovoren in hvaležen svoji državi. Srečno vam želim in najlepša hvala za vse, kar boste danes naredili na ta dan odprtih vrat. Naj dan odprtih vrat ostane dan odprtih src slovenskih vojakov in vojakinj do vseh naših prebivalcev. Držite se.